Poznate Cicerov stavek, deli in vladaj. To je uspel vsem sistemom oziroma vsem vladam vsa ta leta razvojevati ljudi. In največji absurd vseh absurdov je, da so ljudje tisti, ki se imajo za visoko duhovne, najhujši. Tisti delajo največ sranja, največ ločujejo, največ imajo za povedati. Ne zavedajo se pa, da smo ljudje odvisni eden od drugega. To je res katastrofa. Jaz sem tukaj brez besed. Res. To, da se pa spravijo visoko duhovni ljudje, kao, na druge in pluvajo. Veste kaj? Kdor je visoko duhoven, nobeden ne pluva. Ampak vsak proba razložiti stvari, tako da je za vse prav. Za vse prav. Kakorkoli že. Določeni ljudje se morajo pa naučiti razločevati stvari, kakor na situ, ko se ločuje seme od plev. Žal, lejte ljudje božji, treba bo stopiti na realna tla, pogledati stvari in tole, kar so danes kmetje naredili, to je odlično. Pa veste zakaj? Tudi francoska revolucija se je začela s kmeti. Danes mi je sicer ena napisala, da tole, kar je naredila Marija Antonieta, da je to vse laž pa fake. Jaz sem tako rekla, no. Vsakmu stavku je nekaj resnice. In če je res izrekla znameniti stavek kmetom tisto leto, ko jim je že tako suša vse pobrala, pa so pa mogli še davek plačati grofu oziroma tistemu svojemu vodji, in ko niso imeli kaj jesti, jim je rekla, ja, če nimate za kruh, pa potico jejte. Pa je šla glava. Ja, kaj pa mislite, da se danes dogaja? Ista zgodba, da ne bo poj kdo jokal, če se bo začel tisto, kar se more začeti, kar bi se moglo že zdavno začeti. Lustracija. Razumete? Nismo več daleč od tega. Jaz sem si par stvari zapisala, šla sem v naravo, zato ker se v naravi najbolj počutim, naredim tam najlepše in najbolj kvalitetne prispevke, tematike, ki dajo tudi določene rezultate, in mi smo že marsikaj dosegli z našo ekipo, zato ker smo znali ta pravo besedo na ta pravo mesto postaviti. Mi se ne kregamo z nobenim od aktivistov, z nobenim od ljudi, ampak enostavno smo plunali v roke, vzeli svojo usodo v svoje roke in šli na sistem. A veste, kdo gre na sistem? Tisti, ki ima jajca. In kaj danes mi poslala ena moja dobra kolegica od enega kmeta, ki je mu na traktorju. Država brez kmeta je kot moški brez kurca. Veste, kakšno sporočilo je to? A kdo razume to sporočilo? Glede na današnje stanje v naši družbi. LGBT, transhumanizem, transpolnost, neštetost spolov. Veste, kaj to pomeni? Dobro so si oni to zamislili. Kregajo nas med sabo. Mi budale, parfuknene, ne morem drugače reči, ali pa, jaz ne pluvam po drugih. Ampak zdajle bom pa brutalno iskrena. Mi budale pa pluvamo eden po drugmu. Uštevši z unimi kvazi duhovnimi prebojenci. Ko smo mi duhovni, mrš v tri pizde materne. Ja, Aleš, to ni samo štrajk kmetov. Ampak, čak sam mal. Ampak štrajk tistih, ki dajemo proti unim, ki samo jemljajo, tudi kvazi duhovneži, intelektualna srenja, ki samo jemljajo od sistema. Ja, lahko je unmu srat s polhno ritjo, ki ima ogromen penzion, ki ga je zaslužil v sistemu. Pejte vi odpreti SP, ali pa kmetvati, pa začnite z nule, pa boste videli, koga boste ustvarili. Pejte pogledati na Live Story, Inspire kanal na YouTubeu in poslušajte Tomija Gomilška. On je vrhunsko povedal. Vrhunsko je povedal. Kaj pomeni začeti iz nule, čeprav si imel prej vse, začeti iz nule. Kaj to pomeni? Lahko je
kritizirati, pljuvati in ne vem, kaj se še vse iti. A ste se tisti, ki ste zaposleni, kdaj vprašali, sploh tisti, ki imate toliko zapovedati proti kmetom, a ste se kdaj vprašali, ko dobite bruto plačo, minimalno, od tega se plačajo prispevki, koliko pa ostane delodajalcu? Toliko, ker se je zdaj namnožil teh jaht, pa nekih luksuznih potovanj, pa nekih bajno dragih avtomobilov, ki se kupujejo novi. In vi se kurčite na kmete, ki imajo subvencije, da sploh lahko preživijo. A folk božji, a se vi sploh zavedate, kaj so subvencije? To je izravnava od tiste proizvodne cene kmeta do cene, ki jo postavlja ameriški agrobiznis. A se kdo pozanimal, kaj je ameriški agrobiznis, kaj delajo? To je šele uničevanje zemlje, podnebja, hrane, rastlinja, živali, karkoli. Da ne boste mislili, vsi tisti, ki tako z veseljem hodite v trgovine, tudi jaz grem, ampak probam res minimalno. Če bi od mene živeli, bi že zdavnaj vse pocrkali, ker imam jaz v glavnem vse doma. Zakaj imam doma? Zato, ker sem po 19 letih bajno dobre službe v javni upravi vse skupaj poslala v kurac, se prijela doma na kmetiji in zdaj garam, dobesedno garam, pa nikoli ne bi več zamenjala tega za tisto službo, da sem na plečih davkoplačevalcev. Tudi jaz sem na davkoplačevalc in tega nisem mogla več trpeti in sem prevzela svojo usodo v svoje roke, plunila v roke in se lotila svojega lastnega kšefta. Iz nule. In zdaj bo meni nekdo pljuval tamle po Facebooku, kakurba nima drugega dela, namesto da bi tisto pofukano leno rit spravil s kavča, najdu zemljo, začel iz nule kmetovati, pa bo pa lahko pamet solil pa govoril, kaj so kmetje, koliko so enih subvencij pokasirali. Se imamo vsi iste možnosti. Iste možnosti imamo. Jaz subvencij nimam. Jaz živim od delah rok mojih in svojega lastnega znanja, ki sem si ga pridobila vseh teh letih, kar delam na vrtu, kar delam zemljo, se izobražujem, učim, folk pa misli, da je to kar neki. Veste, še to, da dokončam. Ameriški agrobiznis je v vsakem izdelku v trgovini. Z vsemi temi kemičnimi dodatki, ki jih imate, z nizkocenovno hrano, zato, ker ameriški agrobiznis izkorišča naravo, živali, podnebje, vse zato, da bi spukal celotno naravno kmetijstvo po celem svetu. Diktira ga pa Svetovna trgovinska organizacija na najbolj pomembnih položajih. V svetovnih firmah pa sedijo odpadniki, ameriški kongresniki. Preberite si knjigo Semena uničenja, kdor jo še ni, pa pejte si to pogledati. Preden bo kdo še usta ofnal proti slovenskemu kmetu. Res pa je, to moram priznati, da eni res prekomerno uporabljajo pesticide, to drži. Zdaj jaz sicer ne poznam problematike v Pomurju oziroma Prekmurju, menda je tam katastrofa, ampak kje so tukaj kmetijski svetovalci, kje je tukaj kmetijsko-gozdarska zbornica, da to ni preprečila, da bi kmetom omogočila naravno pridelavo. Stroje imamo, znanje imamo, vse imamo, kje so? Kakor je meni znano, je samo ena uradno certificirana svetovalka v Sloveniji za Demeter, znamko blagovno in za naravno pridelavo. Sramota za svetovalno službo. Na koga se kurčite? Na kmete. Dajte se kurčiti na sistem. Pritisnimo na sistem. Na to pritisnimo. Ne pa na kmeta. Mislim, kva vam je? Pa še tole, če toliko inšpekcijskih nadzorov za varno hrano, a ste ljudje božji sploh kdaj prebrali deklaracije na trgovskih artiklih? Koga vse noter piše? A ste šli pogledat na internet?
vsak dodatek posebej, kaj to je in kakšne ima stranske učinke. Ste prebrali? Ne, dajmo pluvati po kmetu. Baraba, svina, prasec, kaj dela. A ste se malo kaj vprašali o zdravi logiki pa to? Sem rekel, da bom danes bruto iskrena. Kruto. Brutalno iskrena. Ja, sistemu je uspel skregati narod. Bravo. Zakaj? Zaradi tistih par kvazi duhovnih prebojencev, ki samo mantrajo uno, tretjo, pa nimajo stika z realnostjo. Misel, če tist par kvadratov velik vrtiček obdeluje, pol je pa že on doktoriral znanstvenik za pridelavo varne hrane. Ne me jebat. To sem povedala. Ja, zakaj ne uvedejo trošarine na uvoženo hrano? Poslušajte to. Slovenija, zanj sem dobila ta podatek, ne bom povedala vira, da Slovenija izvaža v Nemčijo 1 megavatno uro elektrike za 7 evrov. Uvaža jo pa za 70 evrov. Veste zakaj? Zaradi fucking konkurenčne klauzule. In mi nimamo dosti elektrike. Ne me farbat. In zdaj rabimo vetrnice na Pohorju, zato ker nimamo dosti elektrike. Pa ljudje božji, pejte si pogledati statistiko. Vse imate na internetu. Če znate pluvati kmeta, pejte še pogledati na internet statistiko. A mi sploh vemo, kakšno škodo povzročajo vetrne elektrarne, kakšno nepopravljivo škodo naredijo na naravi. To se lahko grejo tam na Nizozemskem, ki imajo, ne vem, ali tam na morjih, ali ne vem kje, tam, ki ni škode v naravi. Mi smo pa tako majhni Slovenci, da si tega ne moramo privoščiti. In zdaj so šli veljaki s podkupninami občinske veljake podkupiti, sumo, da je tako, da ker drugače ne bi mogli dobiti določenih dovoljenj, zdaj jim manjka samo še gradbeno dovoljene, zato, da bojo naredili vetrno elektrarno, ki ne služi nobenemu. Ker mi imamo zase elektrike čez glavo dost, ker jo lahko izvažamo, se opravičujem. Ampak zaradi konkurenčne klauzule, ki jo je postavila trgovinska organizacija, pa se naši na vplivnih položajih niso zmenili za nič, zdaj pač to tako, kaj je. In mi, Slovenčki, raj pluvamo en po drugmu, kakor da bi začeli pritiskati na odgovorne. Ne dovolimo, ne damo tega, ne. Ker mi imamo možnost izvrševati oblast, ki jo imamo v Sloveniji, takoj na licu mesta. In zakaj to ne delamo? Zato, ker je treba prevzeti odgovornost. Ja, da ne bom jaz kaj kriv, bom rajš na kmeta pluval. Kakšen prasec je, goji krave, ki spuščajo metan. Pa ljudje božji. Kje je zdrava kmečka pamet? Kje je zdrava kmečka logika? A ste videli, koliko je dušika v ozračju? Pa metana, pa tega. 0,0, ne vem koliko procentov. In klele se ena kurčeva vlada, ki je podkupljena strani Svetovne trgovinske organizacije, zavaja narod, da se krega med sabo. Je pa sicer res lepo napisal. Deli in vladaj. Valjda. Namesto, da bi mi stopili skupaj pa rekli, ne, gremo se tega. Konc. Ne, dajmo pluvati po kmetu, ko svina dela. Pa še nekaj. Kaj mislite? Zakaj so uvedli hibride? Zakaj so uvedli hibride? Pa večina kmetov sploh ne ve, kaj so hibridi. Pa jaz verjamem, da večina svetovalcev ne ve, kaj so hibridi. Zato, ker jim je sistem v šolah, na univerzah to zamolčal. Za človeško telo so najbolj primerne avtohtone sorte.
Zakaj? Ker so edine sposobne iz zemlje vezati največ vitaminov in mineralov, ki so potrebni za vrhunsko delovanje našega telesa. Pri hibridih imate maso, ki je pa osiromašena z vitamini in minerali. In mi se spet kurčimo na kmeta, namesto da bi šli do kmeta, pa mu rekli, čuj, a bi ti še za mene pridelal krompir, peso, korene, zelenavo? Marsikdo vam bo rekel ne. Pa veste, zakaj ne? Zato, ker smo bili tudi kmetje nategnjeni, smo bili nategnjeni, so rekli, bomo vzeli, pa jih pa ni bilo. Je rajš pel Lidl, pa Hofer, s tisto kvazi pokvarjeno zelenavo, dobro, se imajo tudi kaj dobrega, ne rečem, res, to ne smem biti pristranska, imajo tudi kaj dobrega. Ampak veste kaj? Najboljša solata je tista, ki je utrgana direktno z njive. In jaz vem, ko jaz pripravljam zelenavo za na tržnico, pa ko vlagam svoje vložnine, ko delam, takoj direktno iz njive v predelavo ali pa na tržnico. Direktno. To je vrhunska hrana. In jaz jih imam kar nekaj, tudi sistema, ki so zaposleni v sistemu, ki delajo po cele dneve, ki nimajo možnosti, so se obrnili na mene, Mateja, a boš poskrbela. Bom z največjim veseljem, pa tudi kaj z veseljem dam za povrh, z veliko veseljem, z ogromno hvaležnostjo, zato ker je folk to skapiral. Z veseljem. Tok, da boste vedeli, kaj je razlika med hibridi pa avtohtonimi semenami. Še hujša so pa gensko spremenjena semena. In zdaj, če spremljate, kaj želi vlada vpeljati, hidroponiko. Res da, zelenava ne bo umazana, pa ne bo črval, pa ne bo polžev, pa ne bo marčesa na solati, pa ne bo uši na solati. Ljubčki moji, črv ima izostren okus. On ne bo šel na špricana, pa na fake sadje pa zelenavo. On dobro ve, da je zelenava pa sadje iz avtohtonega semena ali pa z avtohtonih sort najboljše. In če je za črva dober, je zame tudi. Pa ne da jih jem zdaj, da ne bo kdo mislil. Ampak samo povem vam razliko, preden se greste spet kurčit, najdel smo črva v jabolku, pa pisa bod vesel, če je zanga dobro, je zate še bolj. Če kakšna črv v češnji, pa oni grejo na najboljš, mi se pa zmrdujemo, joj, črv noter, pa kapal, sploh pa vegani. A vi veste to? Indijci so naredili noter v knjigi Semena uničenja je tudi ta vir povezava do tega raziskave, ko so Indijci naredili raziskavo glede vitamina B12. B12 vitamin je vitamin, ki skrbi za živce. Da ljudje, da si pač umirjen, da imaš, pustimo zdaj danes mene, jaz sem se razpizla samo zaradi tistih kurčevih, kvazi pokvarjenih poduhovljencov, ki mislijo, če ima 1 kvadrat zemlje pa 3 solate prdela, koga on prdela. Kurac nič ne prdela. Tisto je za vesele, pa zato ne more pa on soliti pameti. V glavnem, tisti ljudje, ki uživajo tudi kakšno češnjo s črvem, nimajo nobenih problemov z vitaminom B12. Zakaj se je zdaj toliko razpasel teh civilnih iniciativ oziroma društev za varstvo živali? Zato, ker je folk degradiran z vitaminom B12, ker ne vejo, kako bi se še spakval in so se začeli spravljati na kmete. Dobar, eni res nimajo pošlihtano, drži. Ampak tudi njim je treba pomagati, da bojo, a veste, človek, ki ima težave, jih ima zato, ker nas je sistem toliko daleč preteral, da enostavno ne zmoremo več, oziroma določeni ne zmorijo več. To morate tudi razumeti.
In tukaj je treba skupaj stopiti in si med sabo pomagati. Mogoče vam bo pa ta isti človek dal še nivco, pa bo rekel, lej, samo daj v zahvalo za to, kar mi pomagaš. A je kdo šel do takega človeka, pa ga prašal, a ti pomagamo? Ne. Prasec, kaj dela, kakšno žival ima, to ono treto. Ljudje, kam smo mi prišli? Kje smo na mentalnem nivoju? Ljube duše nebeške, dajmo se malo vprašati, namesto da bi stopili skupaj, pa pluvamo, kakšen je, kvaj naredil, in to po Facebooku, valjda, kje pa drugod. V glavnem, ja, še tole, povpraševanje narekuje ponudbo. Se nema, sem prej že to povedala, sem samo začela. Kaj to pomeni? To je osnovno načelo zakonitosti v ekonomiji. Če ni povpraševanja, ni ponudbe. Če mi ne bomo kmete naštemali, da bojo pridelovali vrhunsko zelenjavo za nas, brez pesticidov. A imate špricano? Nimamo špricano. Lejte, kanal te imeli šprican, bomo pa vzeli. Dajmo jih prisiliti, kmete. Pa z veseljem bojo to naredili. Marsikdo je zdaj v teh časih obupal. Zato, ker ni povpraševanja, ljudje božji. Vi, če boste hodili v Lidl pa v Hofer, ja ne more kmet se iti neko zdravo pridelavo. Ne more. Za vas. Kaj njemu, če doma en kup zelenjave, če jo ne more prodati? Če ste ga nategnili, zato ker jo niste šli iskat. Razumete vi to? In spet je kmet kriv. Baraba. Prosim? Aleš mi je še tale vprašanje poslal. Zakaj trgovc, Lidl, Hofer, Spar, Eurošpin, ne stoji za izdelki, ki jih prodaja? To je pa zelo dobro vprašanje. Včasih, če si zbolel in je bilo dokazano, da si zbolel zaradi izdelka, ki si ga kupil v trgovini, si dobil odškodnino. Jimmy Oliver je dobil tožbo proti McDonald'su, ker jim je dokazal, da prodajajo strupeno hrano. Kaj pa mi? Gremo v McDonald's, ker je ameriški, ker ga vod ameriški agrobiznis. Prosim? A veste, kakšno kvaliteto prodajajo v McDonald'su? Ja, jaz sem danes danes sem mal nagajivo razpoložena in bom kar direktno povedala. Jaz sem vesela, da kakšnega spravam tudi dobro voljo. V glavnem, veste, jaz sem v moji dolgoletni praksi, ker so naravno kmetujem, marsikaj probala. Tudi zamenjati oceten kis z naravnim kisom in sem ugotovila, da je hruškov kis najboljše nadomestilo za ocetni kis. Ampak morajo biti to stare sorte hrušk in sicer moštarce, ki morajo biti zrele. To je pa tako, da se jih v jesen, ko padajo dol, pusti toliko časa ležati v travi, da ratajo rumene. Takrat so dobre za sok in za mošt, nič niso trpke, nič ne povzročajo tistega občutka, da imaš kosmate usta. In še to svojo izkušnjo vam povedala. Jaz, ko sem pustila službo takrat in začela na svoje, prvo sem sploh samo z zelenjavo, pol je bilo pa 1 leto viška, kumarc, pa neki paprike, pa pesa. In sem to nesla tudi malo na tržnico za probat, pa sem rekla, glejte, par kozarcev imam viška in to proba en gospod, pa pride nazaj, pa reče, prav, veste kaj, gospa, ko ste vi sebična, jaz kot bil gledam, kva mu je, kva bo zdaj preletel, pa prav, tako dobro, vrhunsko vloženo zelenjavo imate in vi jo ne prinesete sem na tržnico,
da bi jo še mi imeli. Veste kaj? Takrat sem bila malo užaljena, pa težko mi je bilo, ampak povedal mi je pa ogromen. Dal mi je iztočnico, da sem začela vlagati res masovno kumarce v kis hruškov in tist, ki jih je probal, je rekel, to je pa res vrhunc od vrhunca. In jaz sem naredila tudi, zdaj, ko se bo začela sezona delavnice in vas bom naučila delati, kako se kis dela, kako se vlaga, kako narediti pravilno mešanico, tudi če nimate 9% alkoholnega kisa, ampak to z domačimi sestavinami, ki jih imamo, da boste znali, tudi tisti, ki nimate še tega znanja, ker jaz sama ne morem toliko pridelati, da bi lahko zadostila vsem okusom, pa vsem potrebam, tako da lahko tudi kakšen drug začne, ker če ćemo narediti zadostno samooskrbo, nas bo treba več, ker vi morate vedeti, da na industrijski način predelana zelenjava ne more biti enaka, kakor je takole ljubiteljsko predelana oziroma z ljubeznijo predelana, ker se res posvetiš vsakemu kozarcu posebej, da je noter tisto, kar more biti. Tako da to sledi. V glavnem, jaz mislim, da sem vam vse povedala. Aleš, če si še z nami, pa če je še kaj taga, prosim, če mi poveš. Drugač pa, lejte, če ste tudi opazili, na televiziji ni nobene reklame. Ne vem, jaz sicer nimam televizije, jo ne gledam, niti jo ne znam prižgati, me sploh ne zanima, ampak če ste kaj opazovali, nekaj časa je bilo to lokalno, dajte lokalno, zdaj ne vem, če je še kaj, zato ker od tega država nima nobenega prometa, niti nobenega dobička posebenega, če gre potrošnik direktno k kmetu, pa tam nabavlja, ampak to bi bila za nas najbolj optimalna rešitev. Ogromen bi rešili, ker bi se na drugi strani dvignila potrošnja, pa mogoče za kakšno drugo zadevo, ki zdaj sploh še ni v Sloveniji, za kakšne alternative, turistične nastanitve, da bi ljudje prišli na kmetije in dobili ta prav stik z zemljo, kakšno ježo s konji ali karkoli. A veste, tukaj je naša prihodnost, da ohranimo naravo. Kaj mislite, kdo ohranja naravo, pa da je tako čista, lepo obdelana? Ja, kmetje. Kdo pa drug? A bo šel tam en z bloka z ročno koso kositi, ma po parih zamahih bo skup padel. Jaz znam kositi z ročno koso in moraš imeti res kondicijo, da pokosiš pol hektara travenka. Vam jaz iz lastnih izkušenj povem. A ne? Zato cenimo domačega kmeta, pa ne se kregati med sabo. Dajmo stopiti skupaj, en drugemu pomagati. Jaz razumem, da spremembe ne grejo čez noč. Da ne bomo kmetje pa potrošniki čez noč stali skupaj, ampak dajmo se potruditi, dajmo podpreti lokalnega kmeta, pustimo une Ljubljančane, ki švercajo s to uvoženo hrano. Poiščite kmeta, ki je siguren, ki ima svojo pridelavo, ki vas bo pelil na nivo, pa vam pokazal, poglej, takole pa jaz kmetujem. Razumete? To je tisto, kar moramo mi pogledati, pa aha, Irena, nič ni na televiziji, se sem jaz zdel, da ne more biti, zato kot tega ni nobenega kšefta. V glavnem, toliko ljudje božji, lejte, jaz sem na danes zelo stroga, sem kar dvigan na glas, zato ker imam dost teh kvazi poduhovljenih, ki samo pluvajo, pa kakšen je slovenski kmet, pa uno pa treto, namesto, da bi šel do kmeta, ga podprl, pa mu rekel, lej, rad bi, da tisto, kar pridelaš za sebe, še za mene poskrbiš. Z veseljem bojo kmetje pristali na to. Bote brez skrbi. Z veseljem. Jaz kmetujem brez subvencij, ne uporabljam nobenih kemičnih medikamentov, opazujem naravo, opazujem plevel, česaj premalo v zemlji, plevel vse pokaže, česaj preveč, imam urodja, ki so sicer ročna zaenkrat, veliko je dela, vam povem, po cele dneve sem na nju, dopusta praktično ne poznam,
Razen, če me na silo odvlečejo z njime, pa rečejo, zadost, za 3 dni odklopiš, gotovo. Drugač pa skozi teram, skozi. In jaz, če kdo, poznam problematiko. Prispevke si sama plačujem, Jurija 200 imam stroškov na mesec, samo stroškov, brez plače, kaj še plača? Tist, ki ima SP odprt, pa kmetijo, točno ve, koliko se moraš prematrati, da spraviš za stroške skupaj. Pa sem zelo skromna. Tisti, ki me poznajo, vejo, da sem skromna. Kje je šele ostalo? Razumete? Vozim se skoraj 20 let star moj avto. Za mene je vrhunski, dober, saj škoda mi ga ni, grem tudi na nivo z njim, namesto traktorja ga imam včasih. Razumete? To je tisto, ko človek s srcem dela. Kaj zjutraj, ko greš na nivo, ko pridejo pikapolonce čebele, ko si tako neskončno hvaležen, da si lahko sam svoj gospod, sam svoj gospodar in neodvisen od nobenega. Razen od ljudi, ki prepoznajo tvojo vrednost, ki znajo ceniti tisto, kar pridelaš. Na tem mestu se vsem, ki gledate tale moj oddajanje v živo in vzamete prven, iz srca globoko zahvaljujem, da se upravičujem, čustva so me prevzela, da znate ceniti slovensko kmetijstvo, da znate ceniti naš trud in da ste nas podprli. Hvala vsakmu posebej. Če bi bili vsi tako, mi bi naredili Slovenijo ekocono, rajski vrt obilja za vse, pa jaz verjamem, da bi se za vsega najdla nivca, vsi bi lahko predelovali, res da tisti, ki hodite na šiht v nekem okrnelem okviru, bolj majhnem, pa bi mi poskrbeli za vas, ki se s tem intenzivno ukvarjamo. Jaz vam povem, vsak dan imamo možnost, vsako sekundo imamo možnost prevzeti to odgovornost za sebe, za naše otroke, naše potomce. Mi smo pozabili, da smo si naravo sposodili od naših vnukov, ne naših otrok, od naših vnukov. In kakršno naravo jim bomo mi zapustili, smo mi odgovorni za to. Jebajo nas s tem ogljičnim odtisom že 100 let, je stara zgodba. Preberite si knjigo Semena uničenja, noter vse piše. Jebajo nas z ne vem kakšnimi podnebnimi spremembami že 100 let. Jebajo nas virusi že najmanj 100 let. Jebajo nas segrevanjem ozračja že več kot 100 let. Stara zgodba, mi smo to prepoznali, ne palimo več na to, pa vlada lahko še bolj tumba, pa še bolj poklekje pred Svetovno trgovinsko organizacijo, ko bo cel svet s tistimi parimi odpadniki iz ameriškega kongresa, boli nas kurat za njih. Mi gremo svojo pot naprej in če bomo uveljavili naravno pravo, direktno, tukaj in zdaj, oni lahko samo tole naredijo. Nič drugega. Tako da, dragi moji, hvala vam, da nas podpirate kmete, tisti, ki še ne, se malo zamislijo, kaj kupujejo po trgovinah, kakšno hrano. Še enkrat vam moram tole pokazati. Lejte, a ni lepo? Sam klele se pa navidi, lejte, tamle dol se pa vidi. Mene Poljane regrata. A ni lepo? A ni? To je vrhunc. Zdajle spomlad, poleg cvetočega drevja. Jaz sem gledala, pozeba ni naredila ne vem kaj škode, nekaj je šlo, ampak bo pa to, da bomo lahko tudi kaj dali v kozarce, pa v skrine, da bomo imeli, da bomo preživeli. Tako da, dragi moji, hvala vam za vse, da ste me prenašali, za ne vem koliko sem bila aktivna kje gor, ampak res vam povem, ko se bomo enkrat srcem predali za to našo prelepo Slovenijo, pa poslali une vladajoče v 3 malore, v 3 pisane marjetice, pol smo zmagali.
pa da bomo začeli držati že enkrat skupaj. Mene ne briga, kva sosedi dela, mene ne briga, koga ne vem kdo dela, dokler meni na škodje ne dela, ma krče, pa ma garčenah po drevju gol pleza. Briga mene, jaz ga tudi porajtala ne bom. Ampak to, da začnemo mi držati eden z drugim. To si želim, to je moja srčna želja. Pa sledijo še kakšne dobre objave na YouTube kanalu 8. generacija. Smo marsikaj že dosegali in to za voljo tega, ker imamo jajca, ker si upamo, pa ker ne bomo več tih. Konc je bilo. Srečno, dragi moji, rada vas imam. Pa eno lepo popoldne. Čau.